Vozili smo Citroen C0, pri katerem se za neslišno delovanje gre zahvaliti električnemu motorju. Vožnja električnega avtomobila je povsem enaka kot tudi sicer pri avtomobilih z avtomatičnim menjalnikom. V prometu, tako v mestu kot tudi na podeželju, nismo zaostajali, nekoliko nas je motilo le trdo vzmetenje. Za volanom C0 se nikakor nismo mogli sprostiti. Nenehno nam je pogled uhajal na prikazovalnik z dosegom, ki ga samo vklop klimatske naprave znatno zmanjša. Kljub temu pa smo pogumno zavili na avtocesto, ki pa smo jo že po nekaj kilometrih razočarano zapustili, saj je avto pri polnem plinu prehitro praznil baterijo. Vseeno pa smo brez težav pospešili tudi do hitrosti 130 km/h, saj ima avto zahvaljujoč motorju 47 kW dovolj moči. Prtljažni prostor Citroena C0 je povsem dovolj velik za vsakdanja opravila. Del prostornine pa boste morali žrtvovati za tole črno torbo. V njej se nahaja polnilec, ki ga je najbolje zmeraj prevažati s seboj, saj nikoli ne veste, kdaj ostanete brez energije. Ko se je prikazovalnik dosega bližal ničli, smo pomoč poiskali v bližnjem avtokempu, kjer nam je prijazen upravitelj dovolil vozilo priključiti na elektriko. V pol ure, kolikor je trajalo, da smo tudi sami potešili žejo, se je baterija napolnila za 12 km. Ravno dovolj, da pridemo domov. Čeprav se sami trudimo varčevati z energijo na vseh možnih in nemožnih mestih, izklapljamo zračenje, ne odpiramo oken, poslušamo radija, grejemo sedežev ali uporabljamo brisalcev, avto samodejno ob vsakem odklepanju oziroma zaklepanju odpre oziroma zapre stranska ogledala. Zahvalili smo se za energijo ter zapustili zeleni avtokemp pod vznožjem Pohorja, ki se ekološkemu avtomobilčku z 0 grami CO2 emisij odlično poda, ter se zapeljali proti polnilni postaji Elektra Maribor, kjer bi naj bilo prav tako mogoče napolniti tovrstna električna vozila. Pri Elektro Maribor smo skušali napolniti svoj avtomobilček, toda naj se še tako trudimo, polnjenje nikakor ni uspešno. Izkaže se, da sta avtomobilu priloženi polnilec in polnilna postaja nezdružljiva. Z enako težavo se bo uporabnik srečal tudi v Ljubljani. Polnjenje na domačih vtičnicah pa deluje nemoteno. Pod predpostavko, da je vtičnica dovolj blizu, se lahko pride pri uporabi podaljškov do pregrevanja. Vožnja s Citroenovim električnim malčkom je povsem neslišna. V mestu se pa odlično znajde tudi zaradi majhnega obračalnega kroga. Da popolnoma izpraznjeno 16 kW baterijo povsem napolnite, boste potrebovali okrog 6 ur. Če boste to počeli po noči v času nizke tarife, boste za to odšteli manj kot €1,50. Ob dosegu 100 km z enim polnjenjem je prihranek v primerjavi z bencinskimi ali dizelskimi avtomobili občuten. Vseeno pa je potrebno upoštevati tudi začetno investicijo, ki v primeru Citroena C0 znaša okrog 35 000 €.